Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden v ponedeljek inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli in sledijo svojemu srcu in tako dokazujejo, da je možno, da delaš to, kar ti je všeč že od nekdaj in s tem v bistvu tudi služiš denar in živiš v sistemu, v katerem smo. Danes je z mano prav posebna ženska, mama, in zelo sem vesela, da bova poklepetali tudi na te neke specifične teme. Sicer specialistka za marketing in jaz sem si tudi napisala v bistvu za uresničitev ženskih potencialov. Jelena Dimitrijevič, pozdravljena. Wow, živijo Maja, hvala za povabilo, hvala za tak lep napovednik, wow. To si bom zapomnila. Lahko še enkrat ponoviš, prosim, ker je bilo zelo globoko. Ja, ker je res pač ta uresničitev ženskih potencialov, se mi zdi zato, ker je marketing res ena taka nepogrešljiva in res pomembna sestavina poslovnega uspeha, ampak tudi življenjskega uspeha. Tudi življenju, meni se zdi, da je življenje polno marketinga našega osebnega. In jaz, ko sem se mogla na ekonomskem faksu odločiti iti na podjetništvo, marketing, oboje me je pač pritegnilo, sem se pol odločila za podjetništvo, ker se mi je zdelo, da marketing je neko laganje ljudem, pač, da rabijo nekaj, kar ne rabijo. Kar v osnovi v določenih primerih je ali pa je dolgo bil. Ampak se mi zdi, da se tu stvari spreminjajo in pač ravno ti se ukvarjaš z ženskami, mamami večinoma, ki hočejo potem, ko so pač se uresničile kot mame, zdaj pa uresničiš ta drugi del sebe. Ne? In zato pravim, da si pač specialistka za uresničitev ženskih potencialov, tistih drugih še. Imaš prav, glede marketinga imaš prav. In tudi prav imaš glede uresničevanja ženskih potencialov, kar je zelo kontradiktorno. Jaz sem tista, ki se ukvarja z marketingom, pa hkrati verjamem, da marketing ne deluje. To je tisto, kar je najbolj zanimivo v tej zgodbi, ne, ko meni kar pogledajo, čak malo, pa kaj se ne ukvarjaš ti z marketingom? Ja, ampak marketing ne deluje, ker če mi pogledamo po drugi strani, ne, kaj je pravzaprav marketing, nam prodaja tisto, kar v resnici ne rabimo. Ne. In jaz pa kar rečem potrošniški marketing, ne, ki je tak smrdljiv, ne. Sploh, ko gre za beauty products, torej, ne, a veš, look flawless. Ja, marketing se mi zdi je kar precej odgovoren za kolektivni občutek ne dovolj dobrosti pri ženskah. Ne? Se pravi, vedno si lahko še bolj lepa, vedno si lahko bolj pametna, vedno si lahko bolj to, bolj ono. Vse to je v bistvu marketing. Ne? Yes. In ko pride do biznisa, pa ko pride do marketinga, ne, se mi moramo zavedati, da nekdo na oni strani nas prepričuje, da mi nekaj rabimo, da lahko začnemo svoj posel. In k meni pride ogromno žensk res verjamejo to, da če sploh hočeš začeti, najprej imeti firmo ustvarjeno, pa rabim spletno stran, pa rabim logotip, pa rabim ne vem kaj še vse živo. Medtem ravno včeraj je nekdo spraševal v eni Facebook skupini, ali lahko jaz odprem Facebook page, še preden sem odprl podjetje. Lahko. Zakaj? Ti ne rabiš popolnoma nič, da za svoj posel začneš zbirati in iskati svoje popolne potencialne stranke. Ne rabiš niti imeti produkta. Okay? In potem so na uni strani marketerji, biznismeni, ki ti prodajajo, da rabiš vse to. Okay? Ne rabiš dobro grafiko, da rabiš to. Jaz sem pa tista, ki verjamem, da marketing ne deluje. Deluje pa, da ti dejansko investiraš v to, da gradiš z ljudmi odnose v tej prvi fazi. In odnosi so tisti, na katerih lahko ti dejansko postaviš svoj posel. Ker kaj je odnos, če gledamo v poslovnem svetu ali pa marketingu, ljudje ti morajo zaupati in nekje na tej poti, ko mi oblikujemo pa gradimo odnos z našo popolno potencialno stranko, se mora zgoditi zaupanje. Bodi to, kar si, ker vse, kar sem jaz uspela zgraditi, sem uspela zgraditi s popolnoma vsem, kaj jaz sem. S tem, ko govorim preveč ok. S tem, ko govorim yes, ok, in to so vse moje, s tem, ko sem brutalno iskrena. In tudi prenasičenost trga je tista, ki ljudi ustavi, sploh ženske, ker ženske smo majčkeno bolj specifične, jih ustavi na poti do uresničitve tistih sanj, tisto, kar si resnično želijo.
sploh tiste, ki so našle svoje poslance. Pač ženske imamo mogoče ta že od malega pač ta problem, da ne verjamemo v sebe oziroma mislimo, da nismo dovolj dobre, ne? To pač je generalni kolektivni ženski problem, sploh s sodobnim časom se to še toliko bolj, ker je toliko več tega primerjanja, toliko več tega nekega fake prikazovanja življenja na teh socialnih omrežjih in vsega tega fejka, da tako rečem. Istočasno pa tako kot praviš, če pa hočeš uspeti, pa moraš biti ti. In tu je za en veliki konflikt, ne? Ti v bistvu v sebe ne verjameš, istočasno pa čutiš, da imaš nekaj, kar hočeš ljudem dati, ne? In se mi zdi, verjetno se tudi moški s tem srečujejo, ampak se mi zdi, da ženske toliko bolj. In ti v bistvu, ko začneš delati z žensko, najbrž moraš biti tudi njena life coachinja, ne gre samo za to, da ji boš dala neke tehnična navodila, kako zdaj speljati marketing kampanje. Brez mindseta, naštelenega, bom probala takole razložiti. Vse, kar smo delali do zdaj, nas je pripeljalo do tu. In zdaj mi hočemo ustvariti nek online biznis, zdaj se bomo pač pogovarjali o online biznisu. In zdaj, če hočemo mi ustvariti nov biznis, naš mindset nas je pripeljal do tu. In mi hočemo zdaj ustvariti biznis in priti na nek višji nivo, tukaj nastane ena taka velika luknja, ne? In to je treba stopnice zgraditi. In ni fora, v tehnične stvari se lahko vsak nauči. Jaz sem svojih, koliko je že zdaj 10 let, posvečala temu, da sem iskala čim bolj enostavne rešitve, kar pomeni tudi tehnično. Da so tehnično nezahtevne in da lahko dejansko vsak naredi. Okay? Ampak, kaj pa tu not? Če mi ne prebijemo tega, steklenega stropa, ki ga imamo, vsi steklene strope, mi moramo to prebiti, da lahko gremo na naslednji nivo in zopet se bomo dotaknili steklenega stropa, ker stvari pa korake, ki smo jih naredili, strategijo, ko smo obrali, nas je torej pripeljala samo do sem. In zdaj zopet, če hočemo više, moramo ponovno prebiti ta strop stekleni in iti dalje. Torej, to je cikl, ki je v bistvu življenjski. Okay? To je življenje. Se mi zdi, da to je kar dobra primerjava, zato ker bolj ko vzameš, da je to življenjsko, bolj boš se lahko s tem povezal in ne boš v bistvu od tega odcepljen, ne? In boš potem imel občutek, da moraš ti v bistvu s tem nekaj početi, ker to si ti, ne? V bistvu to je tvoja pot, ne? Da si ti lahko prišla do tega spoznanja in da lahko to predajaš, si najbrž tudi sama mogla dati skozi ta nek preboj, ne? Kako je bilo to pri tebi, povej? Jaz sem začela tako, marsikdo danes začenja. Okay? Jaz sem bila tista, ki sem lovila vse tisto, kaj se sveti. Jaz sem, kar rečem, shiny object chaserji. In ne boš verjela, ogromno ljudi je shiny object chaserjev. To pomeni vse to, kar nam marketerji prodajajo, da mi rabimo. Ne drugače, jaz sem začela v MLM industriji, ki je fantastična. Jaz še danes rečem, MLM je stvar, ki bi mogel vsak probati. Zaradi tega, ker te potisne v svet, vse zide, kar si jih imel. Jih moraš podreti. Ker takrat se srečaš z ogromno zavrnitvami. In te zavrnitve so v resnici tako fantastične za nekega večnega optimista, kot sem jaz, ker te dejansko pripravijo do tega, da ti postajaš še boljši v tem, kaj počneš. Seveda imaš ekipo, svoj dream team okoli sebe, imaš priložnost se družiti z ljudmi, ki te navdihujejo. Enostavno si navdihnjen nad stvarmi, ki so jih ti ljudje dosegli. Ko slišiš zgodbo, kje so začeli in do kam so seveda prišli. Vedno je tako. Tvoj posel lahko napreduje, raste takrat, ko rasteš ti kot oseba. Okay? Pika, nima se kaj več tu pogovarjati. In sem dejansko rekla, če je zdaj ta online svet tako stavljen v ospredje, kako pa ta zadeva zdaj funkcionira, ko si ti online. In takrat sem se v bistvu srečala z tem attraction marketingom, kar pomeni, da sem se začela izpostavljati. Imela sem pa en velik problem. Imela sem problem, da me je bilo grozno strah govoriti pred publiko. Ta strah je najpogostejši strah na svetu. Maja, jaz sem stala na enem izobraževanju, bilo je med cirka 35 ljudi. In vsak od nas je mogel vstati in povedati svojo misijo, zakaj je tu in zdaj, zakaj dela, kakšna je ta vizija in tako dalje. In jaz sem se začela tresti, normalno, potiti. To je bilo grozno. Zakaj? Ker sem bila zadnja na vrsti. Pol si moraš misliti, kaj naša glava naredi, ne? Ko se samo stopnjuje, ne? Ko je samo ta build up, teh emocij. Ne? In jaz sem prišla gor, čisto prešvicana, takle sem se tresla in valjda spregovorila sem takoj o slonu v sobi.
Meni je tole nekaj najbolj groznega, kar se mi lahko v življenju zgodi. In sem začela jokati, ker jaz sem bila tako prestrašena, tisto, kaj si bojo ljudje mislili. Bom sploh znala govoriti, se mi bo zatikalo, bom sploh znala povedati. Grozno, kako bom izpadla. In to je bilo nekaj najbolj groznega. In jaz jočem in v solzah povem svojo misijo in željo in kaj želim jaz ustvariti, komu želim pokazati, da je življenje lahko boljše in tako dalje. Ker sem pač že takrat verjela, da mladi resno morajo pride do spoznanja, da obstajajo boljše možnosti. In jaz to v solzah povem. In kaj misliš, Maja, kaj se je zgodilo? Cela soba je meni vstala, začeli so ploskati in vsi so jokali z mano. In pol so hodili en za drugim objemati me. In to je bil moj tisti preboj. Ali bom stala pred tistimi ljudmi, pa spregovorila, ali pa ne bom. In vedno je ta choice, ali boš, ali ne boš. In jaz sem se odločila, da bom, pa naj bo, kar bo. Ampak to je bil največji preboj iz tega razloga, ker sem ugotovila, da je vse to skupaj, ta trema in ta strah, dejansko samo v meni, pa v moji glavi. Da na drugi strani ni tako, ko sem jaz mislila, da bo. Skratka, na poti, ko sem se izobraževala, torej kako zdaj pritegniti prave ljudi k sebi, gor do levo, desno, sem v bistvu odkrila, da je Facebook zelo dobro orodje za marketing in sem se začela učiti. In jaz sem bila tisti, ki sem bila shiny object chaser, kar pomeni, da sem pokupila sleherni program, ki je bil tam zunaj, od cene $47 ali evrov do 2000, potem sem na koncu ugotovila, da nekaj fali. Ker mene so učili sistemov, kako narediti to glas, kako ovo, kako ono. In meni je bilo to vse skupaj tako neosebno. Zdaj pa veš, kako imamo mi vsi cepljeno, da nekdo, ki je zdaj iz poslovnega sveta, mora poslovno zgledati. Moja narava je pa totalno sproščena, okay. Obožujem humor, rada se hecam tudi na svoj račun, sarkazem, okay. Brutalno iskren sarkazem, da je smešen, okay. In vse te stvari, ampak jaz sem po vseh teh prepričanjih, ki sem jih imela, pač mogla biti nekdo drug. Mogla sem imeti profesionalni video narejen, jaz mislim, da moram to vse znati. Kako grafično narediti, kako narediti video, da ga bodo dejansko ljudi gledali in da ne razlagam, koliko znanja sem jaz nabrala, ampak ni delovalo, ker jaz sem bila nekdo drug. In meni je bilo okej. Poleg tega, da sem pol, ker ni šlo, ker je bil propadli projekt za propadlim projektom, sem jaz zgubila tisto, ker pa se pa nisem dovolj. To vedno pride, potem se mi zdi, ne glede na to, koliko nabereš nekega znanja, bogatstva, kontaktov, mreže, ne vem kaj vse, še vedno moraš ti stopiti na oder, tako rekoč, življenjski oder, trg, in dati sebe tam celega, Če ti nimaš s sabo zmenjeno, da si okej, pač nič ne boš mogel zares, Kaj se je meni zgodilo? Zaradi tega, ker nisem verjela, da sem dovolj, so bile cene mojih storitev zelo nizke. Drugo, enkrat sem imela ful veliko prijateljev. Poln inbox. Vabili so me na pijačo, na kosila, ne vem zakaj, zato ker so hoteli brskati po moji glavi. Nobeden od teh pa ni kupil mojega programa oziroma moje storitve. Kar pomeni, da ker ne čutiš svoje vrednosti, se razdajaš. Kaj niti ne opaziš, zaradi tega razdajaš se pa mogoče zaradi tega, ker hočeš samo sebi dokazati, da si dober. In zgodilo se mi je to, da sem dejansko pregorela. Nehala sem imeti rada delo, ki sem ga delala, zasovražila sem ga. Na koncu, po 2 letih pa pol, mislim, da sem pregorela 4-krat, sem enostavno se ustavila, pustila sem si 2 stranke, ker se nisem čutila dovolj, da bi sploh lahko delala več kot to. Po drugi strani pa seveda kot ženska, vse veš, vemo vse, v katerih vlogah smo vse. To so pol stvari, ki nas ženske, to na nas strahovito močno vpliva. Ja, v bistvu nas kar precej bremza potem, same v sebi. Ampak tudi moški imajo težave s tem, da morda niso dovolj. In mislim, da je tukaj samo stvar, na kak način mi komuniciramo, kot prvo samim seboj. Vedno se začne pri nas samih. In nikoli ne bom, da jaz najbolj opazila ta naš vzorec misli, ki ga imamo, oziroma prepričanja, ki jih imamo v sebi, oziroma ta self-talk, ki ga mi imamo,
To so v bistvu tisti glavni zaviralci, ne? Ker mi damo fokus, rečemo, jaz sem takrat dajala fokus temu, da nisem dovolj. V ta del, da nisem dovolj, sem jaz vlagala energijo. Energija, vemo, da jo ne moreš uničiti, lahko jo transformiraš. Okay? In tja, kamor vložiš energijo, tisto samo raste in se nam v življenju, vsakdanje življenje tudi potrjuje. Nisem dovolj, to ne more biti res, to se ne more zgoditi, to se ne more transformirati, to tak je. Ko tako radi rečemo, on je tak pa tak, ali pa ne, jaz sem taka pa taka, to za mene ni. In v bistvu smo toliko potlačili, da je to globoko v podzavesti že zakopano. Kdaj pa te stvari pridejo ven? To je tisto, ne? Da prije ven. In meni konkretno je prišli ven, v teh 2 letih pa pol, sem dobila kar nekaj kil na sebe. Predtem sem bila plesalka, imela sem telo res fantastično in močna sem bila in tako. Pa kar naenkrat, ko se to razpusti, ne, ko pozabiš na sebe, pa se pol gledaš v gledalo, pa rečeš, pa se to, ne. In se jaz odločila, da bom šla laufat. Prva misel je bila, pa kao ti šla laufat? Pa kaj si normalna? Pa se ne boš mogla. In potem sem si rekla, ok, dam si pod izziv, grem jaz laufat. Do Šmartinskega jezera, po uni štengi gor, nazaj dol, pa do doma. To je bil moj ultimativni cilj. Okay? In takrat sem si rekla, grem na vse in nič, pa če crknem. Dobesedno to so bile moje besede. Ne? In to je zdrav mindset. Okay? Meni vsako mi reče, ko ga vprašam, kako močen si želiš to? Kako močen si želiš to? To mi pomeni vse na svetu. Kaj si pripravljen zdaj narediti? Lej, ni važno. Jaz sam to hočem. To je bil moj ultimativni cilj, da jaz prelaufam. Na pol poti sem jaz začela umirati. Pa to pomeni, ko rečem umirati, Maja, jaz sem, to, ne znam niti razložiti, kako dihanje. To, jaz sem na glas dihala, ker so se mi te poti zapirala. Mislim, da mene kjer takrat gledal bi po moje rešilca klicu, teta pa zdahnala. Ker to je bilo neverjetno. In moja glava, pa ko si ti zmešana, zdaj že šla laufat, ne? Opazujmo zdaj vzorec misli. Pa se boš ja crknala, pa le kako si se zredila, krava, dobesedno, brutalnost, krava, pa kaj si nora, pa kaj delaš, boš ja crknala, ti to ne moreš, jaz ne morem, ne morem, jaz sem ustavila in pol drugi del moj, ki je bil tak trden odločen, pa če crknem, okay? Ne, zdrž sam do une luči še tamle. Ok, une luči še tamle. Umirala sem zraven, res, Maja, to je bilo neverjetno. Vse misli, ki so mi šle ven, nisem dovolj, ne moreš ti to sploh ni za tebe, ti ne moreš laufati. Mislim, to so bile take misli, če sam res je bil tak dober prikaz, da vse, kar delamo, gre skozi našo glavo. Vedno so naše misli, vedno imamo borbo z našo glavo. Moj telo, in pa ko gre, ko daš ti informacijo iz možgan, potem te potuje v telo. Jaz nisem več vedela, noge so mi po moje takle laufale, lej niti ne vem, težko telo, komi, dobro, da se nisem potaknila, ki pa padla, ne? Ker gre informacija naprej, torej gre na ves živčni sistem, na vse mišice, na vse gre te misli, da je tako težko, ne? In jaz prelaufam, prijem pa gor do stopnic pa nazaj, resno sem umirala. Veš, kdaj se je nehal? Na pol poti nazaj se je pa zgodilo. Ko sem šla preko. Ne, ko smo prej govorili, steklen strop. Zdaj pa gre meni kurja pot. Tam, ko se je prebilo, ko sem prebila, v tistem trenutku, ko sem prebila, so misli šle. In to je bilo tako, kot da se mi je glava spraznala. Edina stvar, na katero sem bila pozorna, oziroma edina stvar, na katero sem bila pozorna, je bila to, da mi je telo teklo, laufalo samo. In sem imela občutek, kot da letim, kot da se moje stopala komaj da dotikajo sploh tal. In pol sem lahko razmišljala samo, wow, jaz laufam, dihanje se umirilo, dihalne poti, vse se je odprli. Ok, po moje se mi je tudi obraz spremenil, ne vem, 100%, čist nek drug energy,
In jaz sem dejansko imela občutek, meni se je bilo težko ustaviti. In šele takrat sem jaz v bistvu ugotovila, da imam ful hiter tempo. Ker jaz, ko sem šla laufati, jaz sem šla all in. In jaz sem mogla imeti strahovit velik, hiter tempo, ker prej sploh nisem opazila. Ker sem se fokusirala na kaj? Da ne morem. Čem je finta? Finta je samo, da prebiješ skozi najtežje obdobje. Ker če se ti odločiš, da je to tvoj ultimativni cilj, da tudi, do tja grem, pa ni važno, kaj me stane. To je moč volje. In ta kombinacija ne more nikoli biti nič druga, kot samo zmagovalna. Nič druga. In dejansko lahko človek doseže vse, kar si zamisli. Ampak stvar, ki je ne sme pa nikoli narediti, je ta, da se pomanjšuje. Oziroma, kdaj se mi pomanjšujemo? Takrat, ko se primerjamo. In zdaj, če pogledamo mi svet, v katerem živimo, mi smo distrakcija. Konstantno. Jaz učim, kako narediti objavo, ker kaj ljudje delajo. Temu se reče scroll stop objava. Jaz učim, kako mora biti ta objava, da se on dejansko ustavi. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo ljudje pozornost moraš pač dan danes njihovo uloviti. Časa imaš za to 3 sekunde. Tehnologija je čudovita. Ampak je vprašanje, ali mi upravljamo s tehnologijo, ali tehnologija upravlja z nami. In če povežeš vse te stvari, vedno pride vse do nas samih. Zato je tudi tiste ženske, ki se zdaj še iščejo, ko si prej rekla, ko so se že izrazile kot matere. To meni pove samo eno, da ni niti imela toliko časa zase. Ne? In zdaj je nastal prazen prostor, zdaj ta vakuum se ustvaril in zdaj ne vejo, kaj bi. Vejo, da bi nekaj, ampak ne vejo, kaj bi. Zato je tako pomembno, da se mi sebi posvetimo. Da res najdemo svoje vrednote, da odkrijemo naše potenciale in da zaživimo naše potenciale. Je edino pravilno. Je ena najbolj pomembnih stvari, ki boste v življenju naredili. In točno to je čudovit zaključek današnjega Fine podcasta. Poleg tega še, kar si prej povedala, se pravi, ko je najtežje, je treba vzdržati, ker najtežje je zato, ker imamo tu not blokade. Ni, vse ostalo je fiktivno. Ker imamo tu not blokade, je težko in ko bomo to prebili, bomo lahko zaživeli sebe. Da pa vemo sploh, v katero smer iti, pa je v bistvu treba raziskovati sebe. In jaz bi rekla, da pojdite danes za tem dan in ne čakajte več, začnite raziskovati, kaj je tista vaša pot. Jelena, hvala, da si bila z nami, hvala za vse te lepe misli, delitev tvoje lekcije in res inspirativne, v bistvu res nasvete. Če hočete Jeleno najti, pogledajte tudi Mame in biznis skupino na Facebooku in imejte lep, inspirativen, fajn dan. Čau! Čau, hvala! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.